Tokrat občinskem informatorju. Na večstanovanjski objekt v Račah se je podrlo drevo. Župan Dornave se je zavil v molk. Premiera filma Več kot le dom. Krvodajalska akcija Daruj več kot le kri, daruj življenje. Mariborski plavalni klub dobil generalnega sponzorja Vitamin Klinik. Oče 4 otrok odkrito o izzivih življenju. Mariborski župan Arsenovič o urejanju piramide in vinograda. 7. rojstni dan medgeneracijskega centra Danica Rače Fram. Odziv županje Poljčan po napadu nanjo. Lepo pozdravljeni. V sredo pozno popoldan je v Račah prišlo do nenavadnega dogodka, ko se je dotrajano drevo podrlo na večstanovanjski objekt. Podrobnosti pa v prispevku. Razbito steklo, polomljene žaluzije ter razžagano drevo. Ti prizori povedo, da je v sredo zvečer prišlo do nenavadnega dogodka. Na večstanovanjsko zgradbo je padlo drevo, prebilo okno in pristalo v kuhinji stanovanja, kjer je še nekaj minut pred dogodkom za mizo sedela 4-letna deklica. Žalostno je, da se je to zgodilo, to je prva zadeva, ne? Hvala Bogu, da nimamo nobenih človeških, bom rekel, da ni bilo nobeno življenje ogroženo toliko, ker koliko mi je gospod povedal, je včeraj bila par minut prej v kuhinji. Na lokaciji je bil tudi župan in videno ga je šokiralo. Takoj prihitel sem na lokacijo, ko sem slišal, kaj se dogaja. Seveda najprej tudi sam zelo šokiran in pa zgodila se res ta strašna nezgoda. Na srečo ni bil nihče poškodovan. Želim pa tudi jaz razjasniti vse okoliščine, kdo je odgovoren za to oziroma katere službe niso odreagirale. Dan po grozljivem dogodku je povedal, da je že kontaktiral vse pristojne inšpekcijske službe, da ukrepajo zoper lastnika zemljišča in od njega zahtevajo, da čim prej vzpostavi varno stanje. Se pravi, najpristojne inštitucije argumentirano, strokovno ocenijo, kaj je vzrok. Namreč meni je zelo žal, da se je to zgodilo in dejstvo je, da mi kot občina želimo stati za tem, da bodo naši občani prav vsi čim bolj varni. Drevesa rastejo na nabrežju Jarka, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč. Če so tudi drevesa na njihovem zemljišču, torej danes še ni jasno. To je nekje na meji, ampak geodeti bodo pač pokazali dejansko stanje, na katerem zemljišču je raslo konkretno to drevo, pa tudi najverjetneje, kje rastejo ostala drevesa v tej liniji in ali je potrebno katero odstraniti. Ne? Je pa dejstvo, da tudi če potrebno, ni občina tista, ki bo odstranjevala. Pritisnili bomo na odgovorno osebo, ali bo to sklad, posledično Republika Slovenija kot lastnik zemljišča, ali pa bo to zasebni lastniki, na zemljišče katerih pač to drevo raste. Prav tako še nimajo informacij, kolikšna je škoda na stavbi, a prve sanacije že izvajajo. Naša prva je, z gospodom smo se zdaj pogovarjali, jutri že pride okna, to pomeni, da bojo okna takoj vgradili. Mi iščemo zdaj že izvajalce, da bo potem to zadevo v čim krajšem času uredili, da bo potem večstanovanjska stavba spet v nekem normalnem izgledu. Zakaj se je drevo podrlo in ali obstaja nevarnost, da se podre še kakšno, pa zaenkrat ni jasno. Na seji občinskega sveta v Dornavi smo želeli dobiti odgovore od župana Mateja Zorka glede domnevnega srečanja z mladoletniki v Poljčanah. Kljub našim vprašanjem je župan ostal brez komentarja. Policija po neuradnih informacijah še preiskuje primer in preverja znake kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Župan se izogiba razlagi, tudi občinski svet pa na seji ni razpravljal o očitkih, ki močno odmevajo v javnosti. Na seji občinskega sveta v Dornavi smo po koncu župana Mateja Zorka želeli povprašati o domnevnem srečanju z mladoletniki v Poljčanah. A namesto, da bi o tem povedal svojo plat, se izmika odgovorom in še več. Tu nimate vstopa. Torej ne bi komentirali. Ste posneli, proračun smo sprejeli. Zanima me v Poljčanah, kaj se je dogajalo. Nobenih izjav na to temo, pač sem vam povedal, da ne dajem izjav na to. Torej niste najeli odvetnika? Nobenih izjav ne dajem na to temo, res. Zakaj pa ne? Ker z jasnim ne bi povedali več. Ker stvari niso razjasnjene, nimam kaj izjavljati. Po naših neuradnih informacijah policija preiskuje obstoj kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Po naših informacijah je bil župan tudi zaslišan na policiji. Sam tega ne komentira. Nimam kaj izjavljati.
Na občinskem svetu, ki je trajal pičlih 15 minut, kljub sprejemu proračuna, se je zdelo, kot da je v občini vse v najlepšem redu. Skrajno nenavadno je, da svetniki, ki so jih izvolili občani, ne želijo odgovorov, če se je njihov župan res dogovarjal za srečanje z mladoletnimi fanti. Med sejo niso načeljali vprašanj, kako napreduje kriminalistična preiskava, katere del bi naj bil Zorko. Mu slepo zaupajo? Morda jim je to zapovedal, medtem ko je ob večji prisotnosti medijev na seji pred začetkom za 10 minut vse svetnike poklical za zaprta vrata svoje pisarne. Pravi, da ni kriv oziroma ne priznava krivde in to je za nas dovolj. Ne moremo ni nekoga obtožiti neke stvari, dokler preiskava ni zaključena. Dejanja pa ne priznava, torej sploh o čem? Ne priznava, da bi on bil kriv, to, kaj so ga obtožili. Ne. Katere krivde ne priznava? Ne komentira. Enih izjav na to temo. Po kazenskem zakoniku je vprašanje enega leta. Če je mislil, da se dobi 14-letnimi fanti, bo kazensko odgovarjal. Če pa so se mu predstavili kot 15-letni, pa se bo izmuznil. Verjetno na to tudi računa in zato tudi ne daje odgovorov. Sam pri sebi pa gotovo najboljše ve, kaj in s kom se je dogovarjal. Zato smo tudi želeli odgovore. Policija in sodišče pa bosta tista, ki bosta zadevo obsodila ali ne. Glejte, tako kot sem vam rekla, naj ne še vaši obtuži nekega takega dejanja. Pa niste krivi na koncu. Je to primerno? Mislim, da ni. Primerno o tem dejanju sploh govoriti, za kakšna zavržna dejanja se pa gre? Če vas jaz vprašam. Glejte, o tem sploh ni debate, če je to res, je tak prvi odstop. V zvezi s tem še poteka intenzivna kriminalistična preiskava, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, pri čemer so bile identificirane 4 mladoletne osebe. V povezavi z dogodkom oziroma preiskavo dodajajo, da še preverjajo tudi obstoj znakov morebitnih drugih kaznivih dejanj. Pa nam pojasnijo na Policijski upravi Maribor. Je za vas sprejemljivo, da se boste družili oziroma župan z otroci recimo v času praznika? Je kaj dokazano? Torej pa se ne moti. Če je onda zagotovilo, je to. Zorko sicer prihaja iz vrst stranke SDS, kjer na dodatna vprašanja o zadevi ne odgovarjajo. Informacije, ki jih bomo še preverjali, pa v stranki komentirajo z besedami, da imajo ničelno toleranco do tovrstnih zlorab, še posebej mladoletnih oseb. Sedaj pa k bolj veseli temi. Študentski domovi Univerze v Mariboru letos praznujejo 60 let delovanja, kar so obeležili z različnimi dogodki. Med vrhunci praznovanja je bila premiera dokumentarnega filma Več kot le dom, ki pripoveduje zgodbo o bogati zgodovini in pomenu študentskega bivanja. Dogodek, na katerem so se zbrali nekdanji in sedanji vodilni ter študentje, je zaokrožil koncert Vlada Kreslina, ki pa je ustvaril nepozabno vzdušje. Študentski domovi Univerze v Mariboru letos obeležujejo 60 let obstoja. V sklopu tega se je zvrstilo več dogodkov, med zadnjim premiera dokumentarnega filma Več kot le dom. Mi smo ga doživljali fantastično, moram priznati, sodelavci so navdušeni, ker smo zdaj dejansko lahko pokazali vse, s čimer se ukvarjamo, kaj pomeni biti v študentskem domu. Tisti, ki so že stanovali, ki zdaj stanujejo, so povedali svoje občutja, ker veliko sodelavcev pravzaprav v zakulisju, ki jih pogosto pravzaprav ne videvajo naši stanovalci. In zato, da so te zgodbe tako zanimive, tako pestre, vmes tudi malce pikantne, smo zasluženi pravzaprav vsi mi. Praznovanja so se udeležili še nekdanji direktorji študentskih domov, nekdanji rektorji Univerze v Mariboru, bivši župani Mestne občine Maribor ter intervjujanci in ustvarjalci filma. Ujamemo tudi ministra Luko Mesca. To je del socialne države, ki ga moramo ne samo ohranjati, ampak aktivno razvijati. Se pravi, zgraditi dovolj kapacitet študentskih domov, da bodo vsi, ki to obliko nastanitve potrebujejo, si lahko našli sobo. In kar je še pomembnejše, to, kar sem si jaz tudi malo kot osebni projekt in projekt stranke zadal, poskrbeti za to, da bodo lahko ostali na svojem tudi potem, ko se zaključi bivanje v študentskem domu. Seveda smo med zbranimi, ki jih ni bilo malo, preverili, kako se je bivalo v študentskih domovih Maribor. Kako je bivati zdaj, ne vem, kako je pa bilo pred mnogimi leti. Pa lahko rečem, da je bila to res zanimiva, neponovljiva izkušnja in marsikdo, ki ni bil tega deležen, je zamudil pomembno obdobje svoje mladosti in je prikrajšan za mnoge prijetne spomine, ki smo jih takrat
snovali skupaj v domovih. Študentje tudi danes povedo, da je študentski dom Maribor res več kot zgolj dom. Ja, meni je super, iskreno fajn je, družimo se, zabavamo se, imaš tudi prostor pa čas, da se umakneš pač malo stran, ampak je pa res fajn. No, se mi zdi, da so to ena najlepših let življenja, verjetno. Film je po prvem ogledu požel neverjetne pohvale. Pa se vrnimo en korak nazaj. Ne? Če bi bil film slab, bi bilo krivo vse. Ne? Kadar je film dober, si potem režiser to nekako lasti. Ampak ta film si jaz ne morem lastiti, ne? Ker nas je toliko sodelovalo. V sami produkciji ne, sem počel vse sam. Ampak sodelovalo. To pomeni, imel sem 50 sogovornikov, ne, kar je za dokumentaren film veliko. Ne. Imel sem odlično supervizorko, ne, izvršno producentko Lidijo Divjak, ne, ki je organizirala svetovno vso zadevo. Po premieri filma je bil ob 22. uri za študente organiziran koncert Vlada Kreslina v sodelovanju s Štukom. Mi smo želeli našim stanovalcem, oziroma smo našim stanovalcem na nek način podarili koncert Vlada Kreslina in potem še koncert oziroma DJ Arselo bo vrtel glasbo. Kljub temu pa smo upoštevali to socialno noto in prispevek je samo 3 evre, je namenjen za socialno ogrožene študente, tako da to je sodelovanje z vsemi našimi partnerji v okolici naših študentskih domov, ker želimo sodelovati takšno naprej in širiti to tudi med ostale naše stanovalce. Zaključek praznovanja ob 60-letnici študentskih domov Univerze v Mariboru je bil nepozaben. Premiera dokumentarnega filma Več kot le dom je obudila bogato zgodovino in pomen študentskega bivanja. Medtem ko je koncert Vlada Kreslina ustvaril prijetno vzdušje za študente in goste. Dogodek je poudaril, da so študentski domovi Maribor resnično več kot le prostor bivanja. So skupnost, spomini in dom mnogih generacij. No, znova pa se je odvila krvodajalska akcija Daruj več kot le kri, daruj življenje. Potekala je v avli Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Podrobnosti v nadaljevanju. Mladostniki predstavljajo ključno skupino, ki bistveno pripomore k ohranjanju zadostnih zalog krvi. To leto odvzemamo kri mariborskim študentom v sodelovanju z študentskim svetom univerze. Zakaj je to pomembno? Zato, ker to pomeni, da se študenti že 19 let celo, bi rekel, svojo najstništvo zdaj končujejo, dobro zavedajo, kako pomembno je, da pomagajo pri oskrbi z krvjo za vse nas. Za nas kot organizatorje krvodajalskih akcij pa je to še toliko bolj pomembno, ker nam daje upanje v to, da bo sistem, kot ga v Sloveniji imamo, to se pravi prostovoljen, anonimen način zbiranja krvi za tiste, ki jo potrebujejo, da ima še naprej perspektivo. Krvodajalsko akcijo pa so izkoristili tudi za izobraževanje študentov. Smo hvaležni tudi Rdečemu križu, zato da imamo danes tukaj tudi temeljne postopke oživljanja, demonstracijo, kako tudi uporabljati AED, ter pa kako pravilno oživljati. Kar menimo, da je za vsakega mladega in vsakega posameznika izjemno pomembno, saj smo tudi tukaj v življenju, da drug drugemu pomagamo. Izzivov v krvodajalstvu je veliko. Vedno več ljudi je starejših, ki ne more darovati kri, in vedno manjše je število teh študentov, dijakov, ki kri lahko darujejo. Vsako leto se to številka zelo pozna. Udeležba je bila tokrat k sreči znova visoka. V jesenskem obdobju, kjer izvajamo eno krvodajalsko akcijo na terenu in eno v Centru za transfuzijsko medicino, imamo približno okoli 80 do 100 študentov v krvodajalski akciji, medtem ko pa v spomladanskih pa beležimo nekoliko višje številke, ker imamo tudi 2 terenski akciji. Veliko je takšnih, ki so postali redni krvodajalci, med njimi pa je nekaj takšnih, ki so se za to odločili prvič. Krvodajalska akcija je bila kar tu v Feri avli, lepo spotoma. Imel sem 2 uri pauze med kolokvijom pa med vajami in sem se pač odločil, ker sem že lani daroval kri, da sem še enkrat udeležil in pomagal drugim z mojo krvjo. Načeloma se mi zdi pač, da če imaš možnost darovati kri, ne, da bi daroval kri, zaradi tega, ker ti, če jo boš enkrat rabo, ne, ti jo bo en drug dal in zdaj pač, če imaš možnost, da ti tudi enemu drugemu daš, bi tudi bilo dobro, da daruješ, ne, ker nikoli ne veš, kdo bo rabo kri. Pač darovanje krvi te nič stane, kri se ti tako regenerira samo po sebi, mislim. Pomagaš drugim, tebe ne nič stane, pa zakaj ne bi. Center za transfuzijsko medicino oceni vsakega, ki daruje svojo kri. Če pridemo na teren, torej izven naših regularnih prostorov, vsi vemo, bolnico imamo mogoče malo taki negativni
prizvok, ampak ko pridemo pa bliže ljudem, pa se mi zdi, da je kar odzivno. In kakšne so trenutne zaloge krvi? Taka dinamična stvar, ki se lahko kar hitro obrne. Ne morem reči, da nismo zadovoljni, smo pa seveda teh večjih akcij, kot je danes, izjemno veseli. Krvodajalska akcija je znova pokazala, kako pomembna je solidarnost. Vsaka darovana enota krvi lahko nekomu reši življenje. Vitamin Klinik z Markom Potrčem je postal generalni sponzor plavalnega kluba Branik iz Maribora. Marko Potrč in trener iz kluba Tine Šalamon pojasnjujeta, kako je do tega prišlo in kaj vse klub s tem dobiva. Marko Potrč se je odločil, da bo finančno in materialno podprl plavalni klub Branik Maribor tako, da postane generalni sponzor s svojim podjetjem. Jaz pa zaradi sina, ki plava, pa je še daleč od ekipe, da se razumemo, ampak spoznavam vedno bolj, kako garaški šport je plavanje. Jaz mislim, da ogromno ljudi niti ne razmišljajo o tem, kaj pomeni zjutraj ob 6 uri skočiti v vodo pa narediti kar nekaj kilometrov. Kaj pomeni potem spet popoldne skočiti v vodo in narediti kar nekaj kilometrov. Res je garanje in za moje pojme so plavalci eni veliki heroji. Po moje se jim celo malo krivica dela zaradi tega, ker ljudje res dejansko ne razumejo, kaj je potrebno vložiti, da imamo potem eno Nežo Klančar recimo tam, kjer je bila na olimpijskih igrah. Meni, da ima klub veliko prednost, ker z njim dela trener, ki je bivši plavalec. O vrednosti pogodbe Potrč sicer ne želi govoriti, pravi pa, da gre več kot za denar. Vem, da gre za sredstva, ki jih marsikateri klub v Sloveniji že nekaj časa ni videl. Ne vem, kako je bilo prej, o tem niti ne želim soditi, mi smo pač naredili najboljše, kar smo mi zmogli, gre za finančna sredstva, gre za izdelke, gre torej za izdelke, ki pridejo plavalcem prav, gre za podporo na področju marketinga in prepoznavnosti plavanja. Kar se meni zdi še največ, če sem čisto odkrit, zaradi tega, ker imam pač eno idejo, da če se bo celotna slika postavila na svoje mesto, če bo nam uspelo postaviti plavalce na tisto mesto, ki si ga dejansko zaslužijo, potem bo vse ostalo skupaj raslo. Ob tem pa poudarja, da morajo športniki dobiti primeren donos vseh hranil, ki jih potrebujejo. In ko je temu zadovoljeno, pridajo pa na vrsto dopolnila. Ker čisto vseh potreb, še posebej športniki, že navadni ljudje težko, ampak še posebej športniki pa težko pokrivajo čisto vse potrebe. Naj gre za magnezij, naj gre za elektrolite. Mislim, kako sploh elektrolite vnašati med treningom, še posebej, ko si v bazenu drugače kot s pripravkom, z napitkom, verjetno ne gre, no, ampak s takšnimi izdelki, ki so dejansko smiselni. To ne pomeni vse povprek, ampak samo s tistimi ciljnimi, ki pridejo res športnikom prav. To se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega, ker na trgu je veliko izdelkov, niso pa vsi avtomatsko tudi kakovostni. Jaz stojim za tem, da imamo mi izvrstne izdelke, da so visoko kakovostni in si želim tudi, da plavalcem pomagajo. Ampak se pravim, to je samo en del, mi si pa želimo generalno podpreti plavanje. Plavalnemu klubu Branik, ki se zdaj imenuje še po generalnemu sponzorju, pomeni finančna in materialna podpora veliko. Klub je eden izmed večjih plavalnih ali celo športnih društev. V klubu je trenutno skoraj 350 vadečih, kar pomeni 120-130 rednih članov, ki tudi redno tekmujejo. 200 je pa nekje tistih, ki so, bom rekel, v plavalni šoli, nadaljevalni plavalni šoli, ki se s plavanjem spoznavajo, učijo tehnike plavanja in pa skozi nadaljevalno plavalno šolo tudi prehajajo med tekmovalce. Klub velja tudi za enega najuspešnejših športnih kolektivov v Sloveniji. Na vse zadnje smo od osamosvojitve skoraj da dali plavalca vzgojenega pri nas ali našega člana na skoraj da vseh olimpijskih igrah od leta 1992 v Barceloni. Torej Matjaž Koželj, Met Kasparovec, Martin Bau, potem Blaž Medvešek, v zadnjem času pa na zadnjih 2 olimpijskih igrah tudi Katja Fajn. Marku Potrču je, kot sam pravi, v velik ponos, da so postali generalni sponzor. Ob tem pa pravi, da pot do tega ni bila enostavna, a na koncu so s povezovanjem uspeli. Sedaj pa k osebni zgodbi Kristjana Šmigoca, ki je oče 4 otrok, njegove hčerki sta prestali operacijo na srcu, sin pa se je rodil kar 4 mesece prezgodaj. Kakšna je njegova zgodba? Poglejmo v nadaljevanju. Pred 8 leti se je rodila prva hčerka Lana. Potrebna je bila operacija na Češkem. Rutinski pregled pred odpustom. Jaz sem doma čakal, da bi šel po njo. So slišali šum na srčku in na podlagi tega so potem speljali nadaljne preiskave, od EKG-ja, skratka vse. In dokaj hitro prišli do spoznanja, da ima Lana prirojeno
hudo prirejeno srčno napako, da bo treba sanirati. K sreči je bila operacija uspešna, žal se je z drugačno srčno napako rodila tudi hčerka Lina, ki danes šteje 3 leta. Kako ste kot oče doživljali te trenutke? Nekako se mi zdi, da nehote velikokrat mamice postavimo v ospredje, pa od očeta pričakujemo, da je močan, da je partnerki v podporo, čeprav je zelo pomembno, da sta en drugemu podpora. Ja, zdaj prvo je itak šok, ne? Se pravi, tisto sploh ne verjameš, ne dojameš. Jaz sem še se spomnim z tisto zdravnico, ki je pač mi podala za lano takrat diagnozo, pa kako bo to vse potekalo. Še vedno sem, pa kaj to ima res, mislim, kaj to ne gre drugače, pač nekako se ne sprijazni s tem. Zadnji otrok, sin Matevž, se je rodil v 23. tednu, kar 4 mesece prehitro. Hodite po eni vrvi, ali boste padli levo, ali boste padli desno. To je bila edina napoved, katero smo jo v bistvu prejela. No? Celotni zgodbi lahko prisluhnete na lokalec.si, zavihek oddaje Moja zgodba. Pred časom so na mestni občini Maribor odločali, da bodo skušali urediti piramido, torej mestni grič z vinogradom v muzej na prostem. Kakšen naj bi ta bil, pa v nadaljevanju. Mariborski župan Saša Arsenovič je nedavno dejal, da bodo uredili piramido, grič z vinogradom, veduto, ki bi morala biti urejena kot nekoč. Bi moral danes biti navdih vsem, ki delajo v vinogradih širše v regiji, Štajerska je vinorodna regija, kar je tudi indirektno ohranja ljudi na kmetijah, kjer je vino, je tudi hrana. Govorimo o turizmu, govorimo o lokalni pridelavi hrane, o tem sklenjenem krogu, trajnostnem in seveda je naša dolžnost, da to veduto uredimo. Ob tem pa pojasnjuje. Mestne nepremičnine so postali lastnik zadruge, s tem je bila ohranjena pogodba, ki jo je imela zadruga in sedaj bomo v javnem interesu skušali piramido urediti v muzej na prostem, ki se bo vsebinsko navezoval bolj na park, mora postati bolj dostopen za vse, varno, osvetljen in v tem parku bodo rasle ne samo trte, ampak tudi medonosne rastline, rože, mogoče stare sorte dreves, tam kjer je pridelava vina sedaj malo predraga. Računa pa tudi na donacije. Upam, da bo ta projekt s pomočjo donacij gospodarstva in fizičnih oseb, k čemu že zdaj pravzaprav pozivam, da bo veduta in vino, ki bo tam pridelano, ponos celi regiji Mariboru, in če bomo tukaj uspešni, nas čakajo novi izzivi na Mestnem hribu, pa na Kalvariji, kjer imamo tudi dele zemljišč, ki niso vinogradi, pa so nekoč bili, tako da če govorimo o tem, da moramo pomagati prenosu generacij v vinogradniških družinah, potem je najmanj to, da mestna občina uredi svojo veduto in se res zahvaljujem vsem, ki so pri tem pomagali do sedaj, tudi razumevanju vinarjev v zadrugi. In kaj bi radi naredili na začetku? Izsekati, sprazniti in potem zasaditi nove trse v bolj primernih razmakih za tehnično obdelavo, kar danes tudi ni možno. In če bo šlo vse po sreči, bomo zagledali lepšo piramido že drugo leto ob tem času. Trte pa rabijo vse 3 leta, da dajo koliko toliko kvalitetno vino, torej približno 3 leta pa bomo morali počakati na prvo vino iz novih trt. Katere sorte bi bile tam? En del bo šla potomka najstarejše trte kot priložnost in tudi že dajo dobre rezultate v peninah v kombinaciji z modrim pinojem. Drugo pa gremo v to, kar je že sedaj bilo na piramidi, renski rizling. Župan pravi, da potrebujejo za vse to $500 000 evrov. To uredi, zasadi, osvetli, naredi pot gor, natančnih izračunov še ni. Sedaj smo bolj na točki, kjer skušamo z vsemi deležniki, vsemi zavodi za varovanje narave, spomeniško varstvo in vsemi drugimi, ki seveda imajo tukaj svojo besedo, svoje znanja, svoje pričakovanja, da to zložimo v eno projektno nalogo. Izpostavil je še, da bodo pripravili podrobnejše načrte in vizualizacijo ter to nato tudi predstavili. Medgeneracijski center Danica Rače Fram deluje že 7 let. Pred kratkim so 7 pravličnih let delovanja centra, ki spada sicer pod dom Danice Vogrinec Maribor, proslavili in ob tem povedali, kaj vse center nudi raznim generacijam in kako sodelujejo s šolo in vrtcem. Poglejte pa, kako je bilo. Ob 7-letnici delovanja Medgeneracijskega centra Rače Fram so pripravili praznovanje, na katerega je prišlo več ljudi. Razvila so se tudi prijateljstva, tudi kakšna ljubezen.
Lahko rečem, da je 80% uporabnikov, mojih zvestih uporabnikov, zato sem letos imela kar izziv, ker 7. rojstni dan pripravljam, kaj pripraviti, da bo zanimivo, da bo drugačno. Povabili so priznanega saksofonista Ota Vrhovnika, prav tako tudi otroke iz vrtca Rače, čez leto pa imajo v centru sicer različne dejavnosti. V bistvu ob ponedeljkih angleščina 2 skupine, ob torkih telovadba z našim fizioterapeutom v Framu, ob sredah 2 skupine nemščina, četrtek so si sami zorganizirali telovadbo plus kartanje, ob petkih trenutno zdaj poteka računalniški tečaj. In potem sproti dodajamo določene vsebine, ravno sedaj poteka mala šola demence, praktično učenje uporabe telefona. Vedno pa probam prisluhniti njihovim željam in kaj pač v moji moči, da probamo pripeljati to aktivnost v medgeneracijski center. Otroci, tako vrtčevski kot učenci, sicer prihajajo večkrat v medgeneracijski center Danica Rače Fram. Zelo dobro smo povezani z osnovno šolo Rače in z samim vrtcem. Tako da sedaj smo letos že organizirali 3. leto zaporedoma poletno počitniško varstvo. Poletno počitniško varstvo želim vedno narediti na malo drugačen način, da otroci med poletjem spoznajo tudi svojo občino, društva, v katerih občina deluje, to pomeni od gasilcev, policije, društvo upokojencev Rače, društvo upokojencev Fram, da vejo dejansko, kje živijo in kaj se dejansko tudi izven vrtca in izven šole dogaja v sami občini. Program je vodil igralec Bojan Maroševič, na slavje sta prišla tudi župan občine Rače Fram in Marko Slavič, direktor doma Danice Vogrinec, v okviru katerega deluje ta center. Imeli pa so tudi tort. No, to je bil izziv letos in zato mogoče tudi malo kasnejši datum, ker mi uradno imamo rojstni dan v septembru. In letos sem res razmišljala, kaj da bo malo drugače. In potem so mi prišli nasproti ljudje in evo, gospod Bojan, igralec, otroci so pripravljeni nastopati in pa tudi zelo znan saksofonist Oto. Vsekakor pa je bilo pomembno, kot vedno, da so se obiskovalci lahko podružili in poklepetali tudi na praznovanju. Za na konec pa še v občino Poljčane, kjer je županja Petra Vrhovnik na novinarski konferenci spregovorila o domnevnem napadu nanjo, ki se je zgodil v začetku oktobra. Ob tem je izrazila tudi razočaranje nad podtikanji in destruktivnostjo, s katerimi se soočal v zadnjem obdobju. V začetku meseca oktobra smo poročali, da mariborski policisti preiskujejo morebiten napad na županjo Poljčan Petro Vrhovnik. Na novinarski konferenci je županja spregovorila o neljubem dogodku. Ja, ta nezgoda definitivno me je pretresla, vse, kar se je dogajalo s tem, me osebno, če se postavim v vlogo mame, je zelo pretreslo, je bilo zelo tragično, traumatično, lahko rečem. Še vseeno pa verjamem, da je občina Poljčane varna in se ne počutim ogroženo. Še zmeraj sprehajam psa po isti poti in verjamem, da je to bil splet nekih neljubih okoliščin, rečemo temu tako. Verjamem pa, da bo policija oziroma pristojne organizacije in inštitucije tudi upravile svoje delo in ko bo kaj več znanega, vam z veseljem tudi podamo. Isti dan bi naj prišlo tudi do poskusa vdora v njen računalnik. Žalostijo, da se v zadnjem obdobju sooča s podtikanji, ki jih enostavno ne razume. Me pa definitivno kot občanko prizadene ta način komunikacije, to pa je čisto iskreno povedano. No. Še vseeno si mislim, da tako majhen kraj bi mogli vsi stremeti k nekemu pozitivnemu razvoju in razumem to politično vojno v času kampanje, ampak ko je kampanje konec, pa dajmo vsi skupaj delati za dobro. Pa daleč od tega, da bi opozicija mogla vse potrebovati, res daleč od tega. Brez opozicije tudi mi ne rastemo in jo potrebujemo, ampak naj bo konstruktivna, ne pa destruktivna. V začetku meseca oktobra je več medijev poročalo o napadu na poljčansko županjo. Tistega dne v poznih večernih urah se je odpravila na sprehod s psom po cesti v bližini svojega bivališča. Naenkrat naj bi opazila luči, proti njej je vozil avtomobil, zato se je umaknila ob rob ceste. Toda voznik je avtomobil z nezmanjšano hitrostjo preusmeril proti njej. Potem, ko se je komaj umaknila, je voznik odpeljal naprej.
To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Poglejmo pa še, kaj ta konec tedna poteka v naših krajih. Jutri, 23. novembra, bo v KPC Majšperk potekala dobrodelna prireditev Smo za smeh. Te se lahko udeležite s pričetkom ob 18. Dan kasneje, 24. novembra, pa boste lahko šli na Cecilijin koncert v Dom krajanov Stoperce, ki se bo začel s pričetkom ob 15. Sicer pa aktualno dogajanje spremljate na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek tega tedna in nasvidenje.